Torej, izbrali smo se v hiši, kjer domuje tudi Društvo slovenskih pisateljev. Zdaj, po 12 letih lahko rečem, da končno se bo ta moja želja izpolnila in ne samo moja. Verjamem, da veliko priseljenskih in manjšinskih avtorjev in avtoric v Sloveniji si želi videti svoje delo, svoje ime v eni skupni antologiji teh književnosti. Moja osnovna naloga je ta, da predstavim Mednarodni literarni festival Vilenica. Materiali, ki so zunaj in ki je Leila že omenila in ga predstavljajo še bolj natanko. Gre za festival, ki letos doživlja že svojo 28. inkarnacijo, postavitev, torej lahko zlahka zračunate, da sega še v čase nekdanje Jugoslavije in je bil takrat seveda bistveno drugačen, kot je dan danes. Sem po izobrazbi diplomirala na Akademiji za glasbo pa na Filozofski fakulteti. Sem pa delala v medijih, večinoma na Radiu Slovenija, na Valu 202 pa na 3. programu, potem pa nekaj tudi na televiziji Slovenija. Se pravi, nekih teh osnovnih znanostv, kako se pripravlja medijska sporočila, kaj je medijska trema, kako se jo sestavlja. Kako se znajdeš in kako si gibčen v nekem svojem okolju, kako si pridobiš sodelavce, kako si pridobiš simpatizerje, da ti pomagajo, ker take stvari se naredijo dobro, če imaš ljudi, ki s teboj sodelujejo. Kako pazimo na to, da če imamo prireditev v nekem jeziku, neke kulturne skupine, za katero delate, da je tisti jezik, da je tisti že brezhiben, potem da so prevodi tudi brezhibni. Torej, le tako dajete sporočilo o svoji kulturni dejavnosti, svoje skupine, da pride, tako kot je prišla antologija, do tako imenovane večinske javnosti, da se zdi. Delamo take prireditve, se moramo potruditi, da jih presežemo. Ali z osebnimi življenjskimi zgodbami, ali s predstavitvijo literarnih umetnikov, ali z njihovimi gospodarskimi dosežki, ali z njihovim vplivom, kakorkoli. Vsaka dežela ima ljudi, ki so vplivali na razvoj človeštva. Vsaka dežela. In v tem moramo govoriti. Vem, da na spletni strani od kosovskega ministrstva so brezplačno dosegljivi in učni načrti in učno gradivo, si jih lahko natisneš. Oziroma lahko greš na veleposlaništvo in prosiš, da ti dajo učno gradivo in ga dobiš brezplačno. Torej, sami se moramo angažirati. Slovenija prav tako sodi med države nekdanjega množičnega izseljevanja, zlasti ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja, in množičnega sodobnega priseljevanja, zlasti do konca 70. let 20. stoletja, če govorimo o stalnih priseljencih.
varstva manjšinskih skupnosti, nacionalnih manjšin, kot so v Ustavi Republike Slovenije poimenovane. Dobivajo sorazmerno veliko več sredstev za kulturo, za ohranjanje in razvoj kulturnih dejavnosti v njihovem jeziku, kot pa pripadniki teh tako imenovanih novih manjšin ali priseljencev. To razmerje je tako neverjetno neuravnoteženo že vsa leta, da je to težko razumeti. Ampak še vedno bi rekla, tudi za te tako imenovane tradicionalne manjšine še vedno premalo. Knjižnično nadomestilo je že več kot 15 let na ravni direktiv Evropske unije. Mi smo ga pa uvedli, mislim, da 9 let nazaj, kot da je zakonom bilo, da mora pač država povrniti te pravice avtorjem iz knjižnične izposoje. Eno skozi direktne, polovica gre skozi direktne pač prenose avtorjem, polovica pa skozi razne oblike delovnih štipendij. No, to je samo primer, kako pride v praksi potem do tega, da se določene pravice na ravni avtorskih pravic spoštujejo. Šla kar na konkretno na en produkt, ki je naša vilenica. Moj namen danes je pa, da vam mogoče odškrtam zaveso v to zakulisje festivala in celo dogajanje priprav na festival, cel ta del planiranja, načrtovanja. Posebnost Vilenice glede na ostale festivale v Sloveniji in tudi mogoče sorodne literarne manifestacije drugod po Evropi je ravno ta, da je to festival avtorske interakcije, ker Vilenica pomeni srečanje založnikov, pesnikov, pisateljev, dramatikov in pa tudi urednikov, založnikov, kulturnih menedžerjev in prevajalcev iz Srednje Evrope, ki se pa seveda ne vabi na festival samo ustvarjalce iz tega dela, ampak se odpira tudi drugim kulturnim in umetniškim tradicijam. To, kar se zelo jasno opazi, je ta preskok iz starejše generacije na mlajšo. Starejša generacija je zelo zavezana na ta koncept manjšinskosti, navezanost še zlasti na zemljo, tudi na jezik. Ampak to narečje oziroma ali prav čutijo potrebo po pisanju iz dejstva, da so pač manjšinci. V primerjavi s to generacijo, starejšo pa mlajša generacija je veliko bolj razbremenjena in veliko bolj sproščeno vpeta v prostor, v katerem živi. Meni se zdi, da v Sloveniji bolj pomaga tisti, ki berejo knjige, od tisti, ki pišejo knjige. Bodite vesel, ker me povabi, da dela zastoj. Lokalne informacije so zanimivo, ne pojenjajo in so še zmeraj zelo dragocene, zato ker ljudi najožji krog še zmeraj najbolj zanima. In tlele, zato je to
To je prednost lokalnih medijev, pa so to časopisi ali pa so to, ali pa tudi radijske postaje, lokalne so zelo priljubljene, ne, naprimer. Te imajo šanse, ne. Tukaj je značilnost ta, da podamo vsem isto informacijo, vsak pa jo potem lahko posreduje naprej svojim bralcem, poslušalcem po svoje. Zdaj na vsaki novinarski konferenci se tudi izroči sporočilo za medije. To je narobe. Čeprav sem tukaj jaz pisana od spodaj. Taki, če je ena stran v časopisu, velja pravilo, da nikoli ne smeš dati samo enega teksta. In temu v šali s sodelavkami rečemo monokultura. Ker kaj ste narediš, ta razstava je pomembna. Gre za prvo pregledno razstavo, ki jo ima Ivo Prančič, eden najvidnejših predstavnikov slikarstva slovenskega iz 80-ih let, izjemno samosvoj ustvarjalec na Primorskem. V Italiji, veste, imajo zelo let. Tam rečejo, da je predstava o 8:30, začne pa ob 9. To je Mediteran. Tukaj bolj na germanski, kontinentalnem delu začenjamo točno. Seveda pa ne bomo zdaj, recimo svečana akademija, komemoracija, večerna proslava, bi bilo lepo, da se začne točno. Pri nas smo pri glasbi spoznali klasična glasbila, določena zgodovinska obdobja in se mi zdi, da tam naprej od 50-ih nismo več prišli. Likovna vzgoja je omejena predvsem na ali spoznavanje spet nekih historičnih dejstev ali pa na neko, se mi zdi, neko prakso, ki jo usmerja likovni pedagog, ki je tudi zelo omejena v redkih svetlih primerih pri spoznavanju celotnega spektra vizualne umetnosti. Recimo filma je zelo malo v šolah. Skratka, se mi zdi, da obstaja en blazen deficit v formalnem izobraževanju, kako je predstavljena umetnost in kako je tudi podana otrokom. Za dramsko igro. In tam smo se pravzaprav začeli srečevati z problemi, ki jih igralci doživljajo še preden na odre stopijo. No in jaz mislim vso stvar tudi povezati z psihologijo javnega nastopanja. To pa pomeni, da je to pravzaprav javno nastopanje je od Grkov naprej verjetno tam je tudi mogoče nastala drama. Najprej si bil ti v zboru, najprej si bil v skupini, pa kar naenkrat si moral pa izstopiti pred zbor in sam ta občutek, da si se odlepil od skupine, je že lahko precej dramatičen občutek za tistega posameznika, ki mora to narediti. Torej, nisem jaz začel, obstaja pa LinkedIn, pa Twitter, pa Facebook, pa blogi, pa to. Seveda, na nek način bi lahko to začel, ker takrat nisem imel nič drugega za početi, razen to, da me je bilo strah, kaj je to naslednji mesec. Ampak vedno korak po korak. Torej, začel sem s blogom, pa Facebookom, ker sem ga že tako imel. Potem sem nadaljeval s Twitterjem, potem sem ugotovil, da je mi Instagram tudi pomaga, se do teh bomo še prišli, pa bom povedal, na kakšen način uporabljam. Potem sem se pridružil LinkedInu, potem sem se pridružil Pinterestu. Skratka, vse ta integrirana orodja, to je treba povezovati pa med sabo. Boste videli, zakaj je to težko, pa kaj je vaša naloga danes. Meni pomagajo, da pridem do določenih ljudi.
ker vem, da vsi ti ljudje so nekje, niso vsi samo na Facebooku, ne berajo vsi samo blog, ne? Ampak da bodo ti ljudje brali moj blog, kjer jim svetujem ali jim pišem svoje članke, ki mi pač mediji ne bodo sicer objavili, ne? Moram uporabljati družbene medije za to, da lahko to vsebino sploh distribuiram do pravih ljudi. In pa da te ljudje, kar je še bolj pomembno, postanejo fani moje vsebine, da šerajo to vsebino naokrog. To je pa potem kompliment, to je tisto, kar moramo doseči. Za slovo, gre pa res morda bolj za televizijske ali pa za radijske kontaktne oddaje, sem poslušala zadnjič, se je kdo poslovil 4 pozdravi, se ne spomnim. Ajd, čau, bye, bye, ok. Se pravi, 4 pozdrave je uporabil, vsi 4, vsak ima svoj jezikovni izvor, ne, čau italijansko, bye, bye angliško, ajde, hrvaško pa že ok. No, nasvidenje, ne? celi Sloveniji in ki je proizvajala višek energije. Zaradi viška energije so naredili tramvaj v Ljubljani. Nisem pred kratkim izvedela, da je v bistvu tramvaj samo zato, ker mora biti uravnoteženo, tako mora biti ta sklenjen krog in zaradi tega so naredili v bistvu tramvaj. Ljuboko je bilo, ko so dali stran, pa so dali pa šine v Sarajevo, tako da ljubljanske šine, ljubljanske tramvaja so menda v Sarajevu. Ja, tako da... Vidle kokice pečemo z interno. Imeli pa smo kar velike težave, ker vsak proces, ti ne veš, kam te bo proces pripeljal. Ideja te predstave je načeloma ta neka dihotomija med govori o športu pa o dopingu. Najprej bomo pogledali, kaj je sploh celostna podoba podjetja, organizacija Znamke. Kakšna je zgodovina vidnega označevanja, kateri so elementi celostne podobe, vloge celostne podobe v podjetju, organizaciji, kaj znam. Za flyerje ali pa za naslovence je boljš ilustrator, v katerem delate stvari s pomočjo vektorov, in je vektorski program. In je zelo prikladen za karkoli, kjer ni veliko ponavljanja očistnih strani, imate malo več kontrole, imate več urodja. Glede na to, da se vse vrti okoli tematologije, po manje najbolj smiselno, da pogledamo tega. Vsak dan lahko vidite, kdo je kaj mnoga dopisal na vašo spletno stran in sam ta nadzorna ploča omogoča nek
hiter pogled v te spremembe, ki so se zgodile recimo v zadnjem tednu. Sosedov pes laja. Pasji sosed ne govori. Morda s psom laja. S kom govori, s kom laja? Pes in njegov sosed nista prava družba. Ob stegno pritiska kako iz klobučevine. Nosi hlača, prijete v gležnike, ki ste ga dneva še odgovarjali. Odkoder si vrmeni in mrtveni težili. Kdo? Morda ga je ustrelil človek, ki mu je bilo ime Giovanni, ali Ivan, ali Janez. Evropskim in neevropskim državam prodali za sitniš. Týmto údolím sa vinie hmla. Mozaika náprotivných kameňov, snežný val, čo vystupuje z lesa. Intrisa di qualcosa che si intromette tra l'occhio che vede e le cose che sono viste. A small group of 8 rebels with machetes, guns and ropes rushed inside, shouting, "Stay where you are, get down on the floor and do not try to do something stupid." Osebno kot pesnik, pa kot predsednik Društva slovenskih pisateljev, so posebej vesel te izjemne knjige. Kajti vsem tistim znanjem, ki ste si ga individualno pridobili, boste pač sami ravnali naprej, imeli od tega neko korist, to bo odvisno od vas, individualno. Tudi jaz bi se najprej mogoče zahvalila Društvu slovenskih pisateljev, ker končno tujezični avtorji so našli nek svoj dom. Ko je Društvo slovenskih pisateljev odprlo vrata za člane, ki pišejo v drugih jezikih, ne v slovenščini, vse druge inštitucije so zaprle vrata. Tako da v tem trenutku je Društvo slovenskih pisateljev edina varna hiša tujezičnih avtorjev v Sloveniji. Se mi zdi, da so pač taki projekti, oziroma taki financiranje zelo dragoceno, v bistvu za vse. In nekako si želimo, da bi to bilo v prihodnosti še ponovljeno in da bi se še zgodilo. Goran Ivašič, on je tudi vodil postavljanje in oblikovanje te knjige. Hvala tudi Andreju Blatniku, hvala sodelavki, ki je
večino časa koordinirala vas projekt in je nekako največ časa intenzivno z vami tudi preživela. Prosim en aplavz za... V tem predprostoru, tako kot ste že prej videli, smo na mizo postavili 34 knjig, ki je neka limited edition, za katero bi prosila, če bi lahko vsi, ki ste soustvarjali v antologijo, če bi lahko dali svoj podpis, se pravi 34krat, ker bi v bistvu ta nabor knjig bomo imeli posebej na dobrodelni dražbi za pomoč prizadetim v poplavah. Verjamem, da ste ugotovili čisto vsi, da je uspešnost včasih tudi hoja po robu, po krajšnicah, po spolzkih terenih, če le imaš cilj. Njujork mi je v nogama. Možda misli ovaj plavičasti, strahoviti div s razglednice Manhattana. Vidim sva tvoja duga lutanja i šetnje duž prekrasnih avenija. Vidim te u Brooklynu, Harlemu, Greenwich Villageu. During the drive to the airport, Donnie slept and never did remember to express his surprise that Drake was driving a 1985 Toyota Celica, one of those cars the cynical considered the classic example of an automobile built so well it quickly went out of production. És én mégis bevártam. És én mégis bevártam. Mögöttem sánta holdosok. Eljött napom keserédes koszorú. Íme hát magamról olvasok. Društvo prireja tole pobudo in sem se takoj navdušil. Sicer sem skoraj da zamudil rok prijave, ampak potem sem vseeno se prijavil in je bilo res super, čudovita zadeva na vseh nivojih. To je bilo zelo
bogato zastavljeno in mislim, da nam je manjkalo še, da smo imeli še časa, mi bi še kaj izmislili. Danes sem res dobila antologijo v roke in sem presenečena, da je tako ogromno gradivo prišlo noter in to očitno zaradi tega, ker je dvojezično, kar na začetku nismo mislili, da bo, ker zaradi denarja in tako naprej, da ne bi šlo, da se ne bi izšlo. In na koncu je, to sem vesela, to sem zelo vesela, da je šel tudi ta jezik prvotni, v katerem so pisali. Iznenadljivo je bilo to, da je v bistvu res ena taka enkratna priložnost, tega ni bilo, se pravi, tudi jaz sama nisem imela nikoli te priložnosti na tak način delati, v takem velikem timu, s toliko takšno skupino, tudi nekako enakimi oziroma podobnimi, pa hkrati tudi toliko različnimi. Tako da ogromno je bilo različnih mnenj, različnih idej, vedno se je vsaka ideja, ne vem, se obdelala, tako da smo prišli potem do nekega takega skupnega zaključka, pa dejansko si vedno potem še razmišljal, kaj pa, ne vem, kako sem jaz na začetku razmišljal in potem kakšna je bil rezultat.